Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, lepo pozdravljeni v tokratni tedenski izdaji. Ja, v naslednjih minutah nas čaka kar nekaj zanimivih gostov v našem studiu in seveda ob tem tudi zanimivih pogovorov o različnih temah. Selili se bomo na področje turizma, kulture, skratka pestro in zabavno bo, zato ostanite v naši družbi. In v čast mi je, da napovem že našega prvega gosta nocoj v našem studiu. To je gospod Jože Žlaus, pravzaprav legendarni gospod Jože Žlaus, lahko že rečemo, ne? Sicer danes v vlogi predsednika Turistično-kulturnega društva Globoče. Dober večer, dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo, z veseljem sem prišel sem. Gospod Žlaus, pravzaprav vam gostovanje v našem studiu ni tako tuje, ne? Ne, sem bil že kar parkrat v vlogi glasbenika, v vlogi turističnega delavca in tako dalje. Pa tudi taki vlogi, da smo kaj predstavljali kako društvo ali občino Vojnik. No, danes bova govorila torej o delovanju Turistično-kulturnega društva Globoče. To je bilo ustanovljeno pravzaprav na vašo pobudo. Ja, seveda, to je bilo ustanovljeno 2002. Pravzaprav takrat mi je tudi legenda Franc Pestotnik, Podokničar, ponudil eno prireditev v našem kraju, to se pravi Podoknica nedeljskega dnevnika. In seveda jaz takrat nismo imeli društva, pa smo se takrat lotili, prvo smo ustanovili društvo, potem smo se pa lotili te prireditve na Dednem Vrhu in to nam je krasno uspelo. To je ta klasična Podoknica nedeljskega dnevnika z glasbo in tako naprej. Nastopile so seveda Vesele Štajerke kot domačinke pravzaprav, pa še par gostov in zadeva je bila zelo zanimiva, odmevna in tako naprej. In prvič na tem Dednem Vrhu, to je ena idilična vasica v občini Vojnik. Tako se je začelo, kasneje pa nadaljevalo, ne, številnimi drugimi prireditvami. Seveda, veliko je bilo potem prireditev, tudi na Dednem Vrhu so bile razne prireditve pod imenom Lumparije in tako dalje, to smo spravili verjetno na tri take prireditve skozi. Potem pa tudi seveda, ker naše društvo temelji bolj na glasbi in na razstavah, seveda vse skozi vsa leta, to se pravi zdaj bo že teče že 19. leto našega društva, smo s našimi glasbenimi skupinami prevandrali celo Slovenijo, pa tudi tujino, od Srbije, Hrvaške pa vse do Češke in tako da je bilo kar zanimivo v teh 19 letih. Omenili ste glasbeno skupino, Joškova banda, ne? Imamo v našem društvu so dve glasbene skupine, se pravi Joškova banda, ki je mečka bolj ljudsko obarvana, in skupina Kitarakon, to je pa mečka bolj umirjena glasba, to se pravi dve kitare in kontrabas in troglasno petje, žensko troglasno petje, to je pa bolj namenjeno raznim razstavam, pa literarnim večerom in seveda razstave so tudi sam sebi igram, recimo če je kakšna razstava mojih stvari, ki je in tako da. Seveda in s temi dvemi glasbenimi skupinami gostujemo tudi največ na Češkem. Na Češkem, no zdaj, ko ste omenili Češko, ne, tam veliko sodelujete in tu pred nama je tudi ena knjiga, ne? Ja, no namreč na mojo pobudo sta se začeli občini Vojnik in Češka Skalice povezovati, to se pravi, mi smo lansko leto, oziroma zdaj že predlansko leto smo podpisali sporazum med našim društvom, to je bila prva faza, in društvom Společnosti Božene Nemceve, to je Božena Nemceva je legendarna češka pisateljica in pravljičarka. In tam sem jaz tudi častni član in seveda, karkoli se je že dogajalo v okviru tega je predstavljeno v tele lepi knjigici, to se pravi ti kontakti, ki so se začeli in vse do zadnjih obiskov njihovih v Vojniku in seveda naših v Češki Skalici. No, prva faza je bila tako, sem povedal, to se pravi podpis sporazuma med društvama, našim društvom in Společnostjo Božene Nemceve. Druga faza se bo odvijala letos, to se pravi, je že vojniška šola povabljena v kraj Češko Skalico in seveda tu na področju šolske izmenjave se bojo začele odvijati zanimive zadeve. Namreč Češka Skalica je zanimiv kraj, kjer se je pravzaprav rodila in preživela svojo mladost Božena Nemceva.
Zdaj, tistim, ko to ni poznana pisateljica ali pravljičarka, ena pravzaprav na Češkem najbolj poznana pravljičarka in vsako večje mesto, seveda, in pisateljica seveda, vsako večje mesto ima svojo ulico, to se pravi Božene Nemcove. Se pravi, tu se vidi, kako je popularna Božena Nemcova. In seveda v okviru moje galerije, ki je v Globočah, tam je tudi sedež našega društva, turistično-kulturnega društva, je tudi en del posvečen Boženi Nemcevi. Imam preko 400 različnih knjig o Boženi Nemcevi in seveda zato tudi radi Čehi prihajajo k nam, ker vejo, da imamo neko vsebino češko. Seveda tudi prihajajo veleposlaniki, zdaj že tretji po vrsti v Ljubljani in vsi so bili že pri meni v galeriji in spoštujejo moje delo. Seveda smo tudi partnerji Ljubljanske univerze, oddelka za bohemistiko, to se pravi za češčino, in profesorica, ki je iz Češke, večkrat pripelje svoje študente te češčine v našo galerijo in si lahko gledajo knjigice, ki jih je pa res verjetno na enem kupu največ v Sloveniji. Pa kako je sploh prišlo do tega sodelovanja? Ja, to je zanimivo. Mi smo bili na pobudu Ljudske univerze Celje, 2007 smo bili naše društvo povabljeni k sodelovanju na Češkem v mestu Jaromeš. Tam smo pravzaprav predstavili našo glasbo, to se pravi ljudsko glasbo Joškova banda in seveda, ker so vedeli, da sem jaz tudi slikar, grafik in sem jaz tudi imel sporedno tudi razstavo mojih del, to se pravi razstavo mojih grafik iz ciklusa Lepote Slovenije in tako se je pravzaprav ta zadeva začela. Seveda ob tisti razstavi sem pa jaz dobil v dar eno knjigo Pohádky Božene Nemcove. To se pravi, to so pravljice Božene Nemcove. V tistem momentu ta knjiga meni nič ni pomenila. To se pravi, sem pač mislil, neka knjiga, ki bo na policiji, nabiral se bo prahneno in pravzaprav je bilo pa kontra. To se pravi, jaz sem to knjigo dobil in v roku, ko smo prišli domov, sem šel takoj v Celje pogledati, če obstoja kak slovar češko-slovenski, oziroma in sem, hvala Bogu, dobil nek slovar, oboje stranski seveda, in sem začel to zadevo izčitati. In to me je prevzelo in do danes, od tiste prve knjige, to se pravi pred 13 leti, pa do danes imam več kot 400 knjig čeških, raznih seveda, največ je pa na temo Božene Nemcove. In te knjige še vedno zbirate, to ni konec, ne? Ne, knjige se pa zbirajo, zdaj vejo že na Češkem, da jaz to zbiram. Tukaj po teh antikvariatih mi zbirajo češke knjige, najraje imam pa stare knjige, to se pravi stare in moram se pohvaliti, da imam od Božene Nemcove recimo iz 1903 najstarejša in tako dalje, pa seveda vse do današnjih izdaj raznih. No, na Češkem je pravo gibanje o zbiranju babičk, to je glavno delo Božene Nemcove. In na Češkem je bilo od leta 1862 do danes izdanih preko 450 različnih izdaj babičk. To se pravi, no in seveda mene so tudi navdušile, oziroma sam sem se navdušil na to knjigico in jaz imam tudi danes v zbirki preko 70 različnih izdaj. To se pravi, res veličastna zbirka in seveda zdaj sodelujemo s Čehi in mi pošiljajo oni dol, jaz tudi kako našo varianto slovensko, ker njih zanima, poslal sem slovensko, pa poslal sem srbski prevod, pa še mislim, da še eno drugo zadevo, še tudi iz področja bivše Jugoslavije. Tako da ta kulturna izmenjava traja in se bo nadaljevala še naprej. Zdaj ste rekli, se začenja tudi to sodelovanje z osnovno šolo. Ja, no to se pravi, to je druga faza. Osnovna šola letos gre gor iz Vojnika, to se pravi, verjetno bo imel nek program. No, jaz imam tudi letos prav na isti, to se pravi, na iste dneve, ko so otroci iz osnovne šole na Češkem, tudi imam razstavo. Namreč letos je 200-letnica rojstva Božene Nemcove in imam jaz veliko razstavo v Muzeju Božene Nemcove v Češki Skalici. Se pravi, to se pokriva. No, tretja faza, ki bo pa se odvijala verjetno že drugo leto, je pa podpis sporazumov med občinama. To se pravi, občina Vojnik in Češka Skalica bodo podpisali sporazum. Pri nas so že bili župani, prejšnja garnitura, seveda so bile volitve vmes, prej so bila dva župan pa podžupan moška, zdaj so pa dve ženske in upam, da bomo z ženskami nekako lažje to sodelovali in imajo velik interes, da se sodeluje.
Super, o tem bova morda govorila v kakšnem naslednjem pogovoru v našem studiu. Sicer pa tu vidimo kar precej različnih izdaj, od CD-jev do DVD-jev, skratka različni nastopi, vse združeno na teh različnih medijih. Namreč jaz sem človek, ki si rad arhiviram naše nastope, čisto vse nimam, ampak večinoma teh večjih prireditev pa imam, na DVD-jih, na CD-jih, to se pravi, in takih podobnih zadevah, seveda tudi v knjižnih oblikah. In to mi je nek spomin na to naše delovanje, ki je sicer kratko, glede na društva, ki so naši občini, ki so ena že stara skoraj 100 let, naše je pa res najmlajše in moram reči, tudi najmanjše. Seveda tudi poskrbimo za glasbene zadeve, to se pravi, obe skupini imajo tudi par CD-jev, to se pravi, res se zavzemamo, sploh pri Joškovi bandi, za stare ljudske pesmi. Se pravi, imamo to srečo, da imamo v skupini harmonkarja, ki je že v mladosti igral, poslušal svojega očeta, poslušal svoje strice, kako so igrali, in on je prinesel v Joškovo bando res tiste prave, stare viže, in to mi zdaj igramo in seveda vsako vižo je treba prevleči na novo in tako naprej postaviti ritem in tudi seveda posneti. In če imaš takle izdelek, si bolj vesel, da je to nekje posneto in se ohranja za bodoče rodove. Kaj sicer tisto, kar v društvu načrtujete za prihodnje, kaj je aktualnega? Ja, no, največji izziv nam je zdaj, seveda, Pust se bliža, to se pravi, v Novi Cerkvi vsako leto sodelujemo na pustnem karnevalu, se pravi, že pripravljamo neko zadevo. No, potem je za Veliko noč imamo v knjižnici neko razstavo Pisanice tako in drugače, to se pravi, to se midva ženo mečkaj bolj angažiramo, ker jaz imam en ciklus grafik na temo pisanic, žena se je naučila neke stvari tudi prav v batik tehniki izdelovati pisanice in vse to bomo pokazali v knjižnici. To se pravi, to je ena taka prva razstava. Druga razstava, sem že govoril, to se bo na Češkem, to je velik izziv, se pravi, res narediti za celo Češko predstavitev Božene Nemcove v sliki. To ni kar tak, in jaz se zdaj kar intenzivno pripravljam, seveda tudi Čehi računajo na mojo dober ciklus. In seveda so predstavitve, ne bo predstavitev samo Božene Nemce, ampak tudi me prosijo, če bi predstavili tudi nekoliko Slovenijo. To se pravi, in seveda dali so nam tudi en termin, da se tudi malo pokažemo na vinskem področju. Prosili so me, ker je tudi praznik vina takrat gor, da tudi predstavimo tudi naše vinogradnike. Kar v Vojniku ne bo problem, seveda bomo verjetno tudi nesli kak liter seboj, to se pravi, da bomo Čehom pokazali, kaj mi imamo. Moram pa reči, da Čehi imajo tudi dobro vino, sploh Moravska, ta južni del okoli Brna, ima dobro vino, ampak ko prijo Čehi k nam, so zaljubljeni v našo vino, to se pravi, oni najraje pijejo štajerska vina in to je za njih nekaj najlepšega. No, sicer pa imate še eno ljubezen, če se malo vrnem na pretekli mesec, na mesec december, to so zagotovo jaslice in sodelovali ste tudi pri postavitvi tega božičnega Vojnika. No, naše društvo seveda že sodeluje od začetka, to se pravi, če smo lansko leto imeli že 5. božični Vojnik, se že letos pripravljamo na 6. božični Vojnik, to se pravi, moram povedati, da je to ena lepa prireditev, pravzaprav, ki v slovenskem prostoru pomeni kar nekaj. Se pravi, midva, moja soproga, smo tudi člana Društva jasličarjev na Brezjah in seveda eni tisti, ki tudi pripravljajo podobne zadeve, so kar malo zavisni Vojniku, kako se je Vojnik lotil tega božičnega Vojnika, da je bil v 5 letih prepoznan po celi Sloveniji in tudi izven nje. Se pravi, smo že imeli pravi pristop, seveda, tu je zahvala bivšemu našemu županu Benu Podrgajsu, on je res se lotil te stvari zelo intenzivno, in res vsako leto pripravljamo, vsako leto je boljše, pripravljamo lepše jaslice in gledamo ne na količino, ampak na kvaliteto jaslic in
če je lansko leto bilo, res so bile super jaslice iz cele Slovenije in tudi iz Hrvaške, recimo Prezid je imel svoje, pa Reka je imela iz Reke neko društvo, pardon. Potem, moram pa povedati, da smo imeli pa že lansko leto tudi predstavnike oziroma iz Češke Jaromeža, papirnate jaslice, akademskega slikarja Jiržija Škopka. To sem pa jaz, pa žena smo prinesla lansko leto v septembra iz Češke in to je bilo tudi predstavljeno in na tem ciklusu pa še mislim nadaljevati. To se pravi, moja ljubezen bo seveda zdaj, to se pravi, ne bo sam Božena Nemceva, bo tudi Jiržij Škopek kot akademski slikar, ki je naredil na Češkem največjih papirnatih jaslic. In vse to bo komponirano v vojniško zgodbo, seveda to je tudi dodatna vrednost vojniškim božičnim vojnikom in sem vesel, da se to tako odvija. In kar se mi zdi še pomembno, ne samo pri vašem društvu, ampak nasplošno, da društva med seboj sodelujete, da se povezujete, da znate najti tisto skupno točko. Ja, vse poanta vsega tega je pravzaprav, da tukaj pri božičnem vojniku sodeluje društva. To se pravi, vsa društva, ki so aktivna, prispevajo vse neki, postavijo kakšne svoje jaslice ali kako svojo božično drevo ali kako stvar, ki diši po božiču. In na ta način je seveda vojnik pridobiva na kvaliteti, to se pravi in na povezovanju med društvi, pa ne samo društva, vse so tudi posamezniki recimo, pa so zavodi recimo, pa je Vojniška bolnica tudi sodelovala pa vrtci recimo sodelujejo. Celjska gimnazija sodeluje, ta spekter se širi in da je za letos, to se pravi 6. božični vojnik, je že zelo zanimanje in letos, jaz mislim, da je letos še bo lepša zadeva, kar je tudi prav, to se pravi, da ne stojimo na enem mestu. Tako da vse skozi nadgrajujete. Tako. Super. Zdaj bova pa govorila še o eni stvari, pri kateri je vaše društvo tudi sodelovalo. Gre pa za knjigo, ki je išla, oziroma uradna predstavitev bo zdaj v naslednjih dneh ob 25-letnici občine Vojnik. To knjigo imam tudi tu pred sabo. Obrisi časa je naslov, v njej pa so predstavljene pomembne osebnosti iz občine Vojnik. Če lahko povem, to se pravi, ta predstavitev bo 3. 2. to se pravi 3. februarja ob 17. uri v knjižnici Vojnik. In v tej res lepi knjigici so predstavljene, so pravzaprav 3 kategorije, to se pravi, najprej so zlati grbi, teh je bilo že 25, to se pravi, če smo 25 let stara občina, je bilo tudi 25 teh nagrajencev, zlatih grbov. Potem druga kategorija so kulturna priznanja, med tistimi sem tudi jaz dobitnik, in tretja kategorija so pa pomembne osebnosti, to se pravi iz zgodovine, seveda najstarejši je tukaj Žiga Popovič, ki je bil rojen na Arslino, pa vse do še aktualnih, recimo nekaj še tudi živih, namreč v naši občini sta kar 2 aktualna škofa, recimo, to se pravi celjski škof, dr. Lipovšek, pa mariborski Alojz Cvikl. Se pravi, vsi ti so zajeti v tej čudoviti knjigici in ob vsaki slikci je tudi kratek življenjepis, seveda tudi kaj je pomembnega naredil in po čem je poznan. Se pravi, to je ena lepa pridobitev za občino in res lepa knjigica, ki bo predstavljena v ponedeljek. Torej v ponedeljek ob 17. uri sva rekla, ne? Ja, v knjižnici Vojnik in seveda vabljeni vsi tisti, ki vas to zanima, ta tematika, to se pravi zanimive osebnosti, pomembne osebnosti občine Vojnik. Namreč jaz sem bil tudi član odbora priprave te knjigice in smo imeli pravzaprav kar problem, koga uvrstiti v to knjigo. To se pravi, mi imamo ogromno teh pomembnih osebnosti, ki so kaj naredili za občino, ampak se pa nismo mogli noter dati. Tako da smo se osredotočili res na tiste res pomembne osebnosti in jaz mislim, da je to zdaj ena taka lepa knjigica. Seveda, ko bo pa občina Vojnik stara 50 let, bo pa drugi del, to se pravi. Tako, nadaljevanje, in takrat boste lahko uvrstili tudi še nekatere osebnosti, ki ste jih zdaj morda izpustili. Ki so zdaj še mogoče, še v povojih, ampak imamo že
tukaj nekih nedobudnih ali pa takih pomembnih mladih ljudi, ki bodo seveda bodo pa takrat noter recimo v tej knjigici. No, to je tudi pomembno, ne? Da se vse prenaša na mlado generacijo, da tudi mladi pokažejo zanimanje. Ja, se pravzaprav tudi tale zadeva je pomembna, recimo. Se to bo tudi do neke mere učbenik, recimo, to bo šlo v knjižnice, to bo šlo tudi to bo se dal kupiti, recimo, ni neka visoka cena, ampak da se bo kupiti, mislim, da v centru ponovne uporabe v Kamrci, pa tudi na občini verjetno se bo dal to knjigico kupiti, tiste, ko to zanima, lahko z veseljem to kupijo. Da zgodovina Vojnika se je začela pisati, oziroma občina Vojnik se je začela pisati in to je prvi korak. Tako, da pa se morda ob koncu najinega pogovora še malo dotakneva vašega osebnega dela, kaj zdaj trenutno aktualno, kaj ustvarjate? Ja, jaz sem zelo povezan, recimo, ali pa moje društvo, turistično kulturno društvo in oseba Jože Žlaus, ali pa moja žena Jelka Žlaus, to je tako povezano, tako zadeva, to se pravi, vse odvija pravzaprav večinoma, jaz sem že prej rekel, da sedež je tako v naši galeriji Piros v Globočah, se pravi, veliko prireditev se odvija prav pri nas, recimo, no. No, ravno včeraj sem imel recimo na obisku dva pomembna etnomuzikologa, dr. Svanibor Petan, recimo, pa Lasanti iz Šrilanke in to sta muzikologa, ki učita pravzaprav po celem svetu. No, Svanibor Petan je lansko leto celo leto učil na ameriških univerzah in v Tokiju je bil na Kitajskem, no ta Lasanti na Šrilanki in tako naprej. In v naši galeriji se bo tudi odvijala taka zadeva, seveda, ker imamo tudi glasbe skupine naše, ki so obarvane mečkaj bolj ljudsko. Ne morem reči, da so etno, ampak ljudsko, ampak stremimo pa k temu, da bomo to ljudsko glasbo nadgradili tudi z določenimi elementi etno glasbe, se pravi, tu imamo pa take strokovnjake vzadje, da svetovne strokovnjake, kot je Svanibor Petan in Lasanti. Tako da smo veseli tega sodelovanja in jutri že imamo prvo vajo z Lasanti, se pravi, on se pridno uči slovensko. Ja, in je hotela naštudirati nekaj slovenskih narodnih za skupino Kitarakon in verjetno bomo naredili tudi nek program, ki bo verjetno predstavljen kdaj, kje, na kakšni prireditvi in tako da smo veseli tega sodelovanja. Gospod Jože Žlaus, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor v našem studiu in še kdaj dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. S 1. januarjem letos so začele veljati nekatere spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o urejanju trga dela. Te prinašajo uskladitve, ki so jih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspeli uskladiti s pogajalskimi partnerji. Državni sekretar z ministrstva Tilen Božič je v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Celje v okviru regionalnega stičišča dostojnega dela, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad, predstavil večje spremembe. Ena ključnih sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je postopen dvig odmernega odstotka za moške s sedanjih dobrih 57% na 63,5% in s tem izenačitev slednjega z odmernim odstotkom za ženske. Zakon uvaja tudi dodatni odmerni odstotek za vsakega otroka v višini 1,36%. Spodbujati pa želijo predvsem tiste, ki bodo delali po dopolnjenem 40. letu delovne oziroma pokojninske dobe. Šli smo nekako v dveh smereh. Prva je zagotovo ta, da bi radi zagotovili dostojne pokojnine, se pravi, da sistem služi ljudem, ker jim je tudi namenjen. Druga stvar pa, da bomo to, lahko rečemo, posredno financirali preko tega, da smo zasnovali kar nekaj ukrepov, ki bi na mehek način podaljševali delovno aktivnost. To pomeni, da nagrajujemo, da nekdo dela več, bodisi z odmernimi odstotki, bodisi tudi s tem, da posebej pri ženskah je to lahko zanimivo, uveljavljanjem otrok na tak način, da si dvignejo nekoliko odmerne odstotke, bodisi na tak način, da izkoristijo ta tako imenovani dvojni status. Se pravi, da če delajo, bodisi polni delovni čas, to pomeni 40% pokojnine, če delajo pa tam nekje polovični delovni čas, pomeni pa to približno polovico tega, se pravi 20% pokojnine zraven in vsi te ukrepi so ravno na tak način zasnovani, da bi ljudje
želeli, na nek način pa tudi zmogli delati dlje. Za ta zmogli bomo pa seveda mogli narediti tudi še marsikaj na področju varnosti, zdravja na delovnem mestu in načrtovanja kariere v podjetjih, da bodo ta delovna mesta tudi za starejše ustrezno prilagojena. Ob tem se pojavlja dilema, ali starejši, če delajo dlje, zavzemajo delovno mesto mladim in s tem povečujejo brezposelnost. Pogosto se namreč zgodi ravno to, da če starejše obdržiš nekoliko dlje, je se pravi neka akumulacija znanja, ki se zgodi v podjetju, posebej v podjetništvu, večja, prenaša se potem lahko znanje tudi na mlajše generacije in dejansko se lahko zgodi ravno obratno, da ko imaš več starejših zaposlenih, boš imel tudi več mlajših, boš imel tudi, lahko rečemo, bolj uravnoteženo strukturo zaposlenih, ker to je zelo pomembno, to medgeneracijsko sodelovanje, prenašanje znanja. Tako da tale trditev ne drži najbolj, se pa lahko kje zgodi, posebej v javnem sektorju, ko so kvote navzgor omejene, da potem pride do določenega zastoja in to lahko vidimo tudi v nekaterih naših, lahko rečemo, organih, tudi če pogledamo Zavod za zaposlovanje, če pogledamo tudi nekatere druge, je tisti izpad zaposlovanja mladih se danes že nekoliko pozna. In ker vsa delovna mesta niso enako fizično ali psihično zahtevna, se na ministrstvu v želji po podaljševanju delovne aktivnosti ukvarjajo tudi z ukrepi prilagajanja delovnih mest. Da uspemo tudi vlagati v zaposlene oziroma pomagati podjetjem, da vlagajo v zaposlene na način, da lahko skozi kariero preidejo na neka druga delovna mesta. Če poenostavim, recimo, če je nekdo začel v nekem komunalnem podjetju kot fizični delavec, ko doseže neko določeno starost, je zagotovo zaželeno, da se ga usposobi na način, da bo morda vozil tovornjak, da bo morda vozil pometača, da bo morda pomagal v administraciji, da potem mlajša generacija dela tista dela, ki so jim bolj pisana na kožo, starejša pa seveda dela tisto, kar lahko tudi ob zmanjšani morda intenzivnosti opravlja z veseljem še naprej. Z veseljem mišljeno tako za tistega, ki to opravlja, kot tistega, ki je delodajalec. Zaradi tega, ker dejstvo je, da če se delavec ne počuti vključenega in nekoga, ki lahko pomaga, pogosto se posledično začne počutiti starejšega, kot dejansko je. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj pri nas relativno hitro ljudje se umikajo s trga delovne sile. Zakon o urejanju trga dela prinaša višje najnižje denarno nadomestilo, ki zdaj namesto 350 znaša 530 evrov bruto. Gre za nekako vzporednico s trenutno višino denarne socialne pomoči, to je približno 400 evrov neto. Spremembe se dogajajo tudi pri vpisu državljanov tretjih držav na Zavod za zaposlovanje. V zakonu, ki se ukvarja z urejanjem trga dela, smo uvedli eno novost. Ugotovili smo, da tam 7.000, približno do 8.000 ljudi ima težave, predvsem s tem, da ne znajo in ne razumejo slovenskega jezika, ko se prijavijo na zavod. Iz tega razloga jih ne moremo vključiti v aktivno politiko zaposlovanja, se pravi v naše ukrepe, ker se te primarno izvajajo v slovenščini. Tudi so manj zanimivi za delodajalce, ker številna delovna mesta predvidevajo vsaj neko osnovno znanje slovenskega jezika. Zdaj, kaj smo mi naredili? Naredili smo na tak način, da nekdo, ko se prijavi, ima potem 12 mesecev časa, da opravi izpit na osnovni ravni. To je raven A1, to je tisto osnovna raven sporazumevanja. Pri tem država zagotovi tako tečaj, kot tudi izpit. Tisti, ki pa so morebiti pridobili pravico do denarnega nadomestila, ki je daljša od 12 mesecev, pa seveda imajo pravico koristiti to pravico do konca. Šele potem se brišejo iz evidence. V vsakem primeru smo pa ukrep zastavili na tak način, da ga je možno opraviti in da ljudem dejansko pomaga. Ker jim bo poleg tega, da se bojo boljše znajdli na trgu dela, pomagalo tudi, da se v vsakdanjem življenju, ali je to trgovina, ali je to morda na roditeljskem sestanku v šoli, ali je to ne nazadnje tudi pri zdravniku. Kot pravijo na ministrstvu, so s sprejetimi ukrepi zlasti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uspeli zagotoviti vzdržnost pokojninske blagajne, kmalu pa naj bi se začel nov krog pogajanj s socialnimi partnerji. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Prihaja še večji in še boljši Agritech, največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije pri nas. Celjski sejem od 29. januarja do 2. februarja. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Dobrodošli še v naslednjem delu naše oddaje. V tem delu bomo pravzaprav potovali po svetu. Zelo zanimivo bo, zato ostanite v naslednjih trenutkih v naši družbi. Na svoji desni pa zdaj že pozdravljam svetovnega popotnika na kolesu. Aleš Juvanc je v naši družbi. Aleš, pozdravljeni. Pozdravljen, Andrej. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem TV Celje. Aleš, z razlogom ste tukaj, kajti kmalu boste s svojim predavanjem gostovali v Celju, pa preden se dotakneva tega predavanja, nekaj tistih osnovnih podatkov, to je že prav, da povemo na začetku. Sicer zagotovo vas nekateri od naših gledalcev že poznajo, kolesarite po svetu. Koliko kilometrov ste pravzaprav s kolesom že naredili doslej? Vse skupaj je bilo že okrog 260 000 kilometrov na kolesu, v celem življenju. Dolga pot. Koliko pa največ na dan? Na dan je pa rekord 402 km julija leta 2012. In to z gorskim kolesom, kar je še toliko teže. Sicer radi potujete po svetu, to imate v krvi? Ja, no še to naj omenim, ko smo že pri statistiki 83 držav za mano, torej 83 za vseh celin. To imamo v krvi nekako že od otroštva, ko sem bil star recimo 15 let, sem kolesaril od doma do Zagreba nazaj, 290 km. Tudi v Celju sem bil že večkrat. Ampak tako, na začetku je bilo najprej seveda Slovenija in bližnja okolica, se pravi Italija, Avstrija, potem pa vse več in več. In to je bila že od nekdaj moja strast, že od otroških let. Zdaj bova mogoče malo pregledala te vaše poti, ker nekatere so zelo, zelo zanimive. V nadaljevanju bomo videli tudi nekaj fotografij iz posameznih popotovanj, če lahko temu tako rečemo. Najprej, zakaj kolo? Kot rečeno, to je bilo že od otroštva nekakšna moja strast, moja želja. Že takrat sem sanjal na veliko, da bom kolesaril po svetu in potem se je to počasi začelo uresničevati. Kot rečeno, najprej sem šel recimo do Zagreba, potem vse več in več, malo po Evropi in tako. Bil sem navdušen nad tem, prvič nad samim kolesarjenjem, drugič pa tudi, da bi odkrival svet na ta način, torej s kolesom. Vas ni kdaj premamilo, da bi se usedli v avto ali pa, ne vem, morda na vlak in odšli? To ne, ampak čeprav včasih se zgodi, bodimo pošteni, da se tudi včasih zgodi, da kakšen kilometer premagam z drugimi prevoznimi sredstvi, z vlakom, z avtobusom ali s kakšnim kamionom, ampak načeloma pa je vse na kolesu in to, kot rečeno, 260 000 km je konkretno na kolesu prevoženih. Za popotovanje po svetu s kolesom je potrebno kar precej kondicije. Vsekakor, to treniram tako kot vse življenje, ampak če grem na kakšno daljšo turo, se potem recimo kakšne 2 meseca prej začnem malo bolj intenzivno pripravljati. Predvsem športne dogodke imate radi, ne? Ja, teh športnih dogodkov v tujini je bilo 40, torej, da sem se s kolesom odpravil na pot, je bilo teh dogodkov izven Slovenije približno 40. Od recimo svetovno prvenstvo v nogometu, evropsko prvenstvo v nogometu, svetovno prvenstvo v hokeju, Formula 1, Tour de France, tudi seveda moj šport dejansko. Torej, ja, v glavnem, tudi seveda najdaljša pot je bila pa v Peking, ker sem si ogledal pa olimpijske igre leta 2008. 11 000 km od doma in do Pekinga. Kar nekaj je bilo teh dolgih poti, ne? 11 000, ta je najdaljša, kaj pa potem? Druga najdaljša je potem iz
Kenija v Južnoafriško republiko, tudi tam sem si ogledal dogodek svetovnih razsežnosti, namreč svetovno prvenstvo v nogometu. Tretja najdaljša pot je bila pa že ta lanskoletna, torej ko sem kolesaril po Južni Ameriki iz Argentine v Peru. To je bilo pa 5000 km. Morda, če se zdaj ustaviva pri tej poti, kaj ste tam zanimivega odkrili, našli, videli? No, če smo malo bolj konkretni na tej zadnji poti, moram najprej začetek povedati, da je bila to v bistvu najtežja pot, kar se tiče kondicijsko oziroma fizično, iz več razlogov. Najprej je bila na severu Argentine velika vlaga in pa visoke temperature, tropski pogoji, skratka 42 stopinj, ker sem kolesaril v pomladanskem času, lansko jesen, ampak to je pri njih pomlad, se pravi oktober, november, december. Poleg tega je bilo tudi kar nekaj klancev, potem v drugem delu poti čez Ande, nekajkrat čez 4000 metrov, tudi moj rekord je zdaj prelaz La Cumbre 4496 metrov. Največji problem pa niso bili klanci, ampak v bistvu višina. Namreč vemo, tudi če slišimo takole po medijih, da ljudje težko dihajo, ko so na kakšni nadmorski višini, seveda tisti, ki smo iz nižjih predelov in res je temu tako, tako da je bilo to, sem imel kar nekaj težav z dihanjem na tej nadmorski višini. No in ko gledamo tudi vaše fotografije, tudi fotografija vas zanima? Tudi, no, upam, da naredim v redu fotografije, nimam ravno najboljšega fotoaparata, ampak je pa že toliko dober, da potem tudi predstavim svoje dogodivščine na raznih predavanjih. To konkretno bo to v ponedeljek tudi v knjižnici Celje. In tam se boste dotaknili svoje pravzaprav predzadnje daljše poti, se mi zdi, ne? To je po Bližnjem vzhodu in Afriki. Tako je, no, če še malo se dotaknemo tega, glede na to, da vabim gledalke in gledalce TV Celje v osrednjo knjižnico, torej v ponedeljek 3. februarja ob 17:30. Predzadnja pot spomladi leta 2018 sem začel v Izraelu, v mestu Tel Aviv in potem kolesaril čez Jordanijo, pa potem v Egipt, čez Sinajski polotok in potem čez ves Egipt ob Nilu, v Sudan in potem še v Etiopijo in zaključil sem pot v Keniji, v Nairobiju. Kaj pa je bilo na tej poti takšnega, da bi recimo izpostavili kakšen drobec, da nam izdate še pred tem predavanjem, ki ga boste imeli v Celju? No, kar veliko zanimivosti za začetek, recimo prvi 2 noči sem spal v ženskem salesijanskem samostanu v Jeruzalemu, po zaslugi slovenske sestre Mimice Oblak. Potem sem recimo imel ves čas policijsko spremstvo v Egiptu zaradi varnostnih razlogov. Kolesaril sem čez puščavo Sahara, kar je tudi včasih ni ravno prijetno in poleg tega je bilo zelo vroče, 45 stopinj v senci izmerjenih, to je kar velik zalogaj. In potem pot zaključil. Problem je bil tudi v Etiopiji in Sudanu, ker so včasih za menoj otroci metali kamenje in pili manje, so pač hoteli denara. In kot rečeno, pot sem potem zaključil v kenijski prestolnici Nairobi. Pa kako se znajdete v teh velikih mestih? Ste se kdaj že izgubili? No, to je tudi, vem, na kaj ciljate, namreč moj moto je veliko je velikih mest, a nobeno ni tako veliko, da bi se izgubil v njem. Namreč kolesaril sem že skozi približno 100 milijonskih velemest in zdaj nekako sem že kar postal imun. Ni mi več tak problem tudi po teh velemestih. Vemo pa včasih, sploh zdaj na tej poti, ko jo bom predstavil v knjižnici Celje, je bilo Kairo zame najbolj kaotično mesto na svetu. Vsi, skoraj nihče ne upošteva pravil, poleg tega zelo hitro vozijo, so zelo arogantni vozniki, ampak tako je v večini velemest, kaj hočemo, tako pač je. Ampak kot rečeno, nekako sem že imun in nisem se izgubil še v velemestu. No pa potovati s kolesom ni tako enostavno, ne? Velikokrat se lahko zgodi kakšna nevšečnost. Vemo, da se hitro predrejo gume. Kaj ste imeli na poti, recimo takega? Je kakšna anekdota? No, moram reči, da na zadnji poti in tudi na predzadnji nisem imel nobenih težav s kolesom, niti ne kakšne počene pneumatike. Tako da, kar se tega tiče, imam kar v redu kolo in je v tehničnem smislu kar v redu. Ampak v preteklosti pa tudi že, recimo, imel sem recimo, ko sem prvič kolesaril po Afriki pred 10 leti, mi je v Tanzaniji počil menjalnik oziroma ta vez med menjalnikom in okvirjem in je bilo kar nekaj težav. Tudi včasih kakšne druge težave, pa kot rečeno zadnja leta, pa kar se kolesa tiče, kar ni nikakršnih težav. Pa se na pot potem pripravite doma, si vse izrišete, napišete ali se sproti odločate, kam boste zavili?
Načeloma je tako, da se jaz za pot odločim že kakšno leto ali dve prej in tako v glavi, a ne, itak imam nekako karto sveta imam v glavi in potem nekaj mesecev prej si pa že izdelam bolj konkreten plan in potem se probam tega čim bolj držati. Ampak sproti potem, za vsak dan sproti zjutraj, ko vstanem, recimo si izdelam dnevni plan bolj konkretno. Zdaj vemo, da so tudi seveda s pomočjo spleta, recimo Google Mapa, ne, pogledam, itak imam pa zemljevide s seboj, če je le možno, a ne, torej fizično karto neke države, ampak vsak dan pa sproti potem naredim konkreten plan za ta dan. Ampak generalno imam pa plan v načrtu pa imam in tudi si nekako doma izrišem te glavne točke, največja mesta in tako naprej. Kaj je poleg zemljevidov še tisto, kar ne sme manjkati v vaši potovalki? Imam nekaj rezervnih delov za kolo, recimo rezervno verigo, pa recimo naperje oziroma špice, potem tudi zračnico, čeprav kot rečeno na srečo že nekaj časa ni bilo nič nobenega defekta. Imam pa tudi obleke, tako civilne kot kolesarske, pa tudi seveda čevlje kolesarske in civilne. V glavnem to. Je verjetno to kar težko prevažati s sabo? Ma niti ne, jaz sem recimo gledal, ko sem bil prvič v Afriki, sem videl neke Poljake, ki so kolesarili čez vso Afriko in so imeli tam tudi gorilnike, pa oni so imeli drugačen sistem kolesarjenja, namreč vsak ima svoj sistem. Jaz recimo nimam s sabo gorilnika, ne kuham si, nekateri pač in potem to pride še več prtljage. Tako da jaz sem, kar se prtljage tiče, sem kar minimalno zreduciral nekako, poleg tega nimam niti šotora. Če je lepo vreme, sicer imam spalno vrečo, večkrat spim zunaj, to ni problema, ampak če je lepo vreme. Če je pa slabo, se pa potem kam zatečem, včasih spim v kakšnem hotelu, včasih pa me tudi kdo povabi. Kako pa je s tem povezovanjem? Navezujete kaj stike z drugimi popotniki? Ne vem, se vzpostavijo kakšne vezi tudi znotraj posamezne države, kamor potujete? No, kar se tiče popotnikov, z nekaterimi imam stik, ko jih srečam in potem, sicer tega je bolj malo, ni veliko popotnikov na kolesu po svetu, ampak imam pa, kar se tiče prenočišč, pa že prej navečen stik, če so kakšni Slovenci, kakšni od prijatelji ali pa kakšna inštitucija, recimo kakšna ambasada ali pa konzulat, naš slovenski, potem z njimi probam, da si tam zagotovim prenočišče v tem smislu. Zdaj sva veliko pravzaprav že povedala o tem vašem kolesarjenju, kaj se vam je dogajalo na poti, pa je kakšna stvar, ki bi jo recimo izpostavili, da se vam je pa morda zdela neverjetna ali pa, ne vem, posebna ali pa tisto, ki bi jo postavili na vrh te vaše, recimo, piramide dogajanja? No, recimo kar nekaj takih dogodkov je bilo tako prijetnih kot neprijetnih, recimo leta 2009, ko sem prvič kolesaril po ZDA, sem bil v New Yorku in tam je iz Staten Islanda, iz najbolj južnega otoka New Yorka, je edini most na Brooklyn, je pač avtocesta. In jaz sem to ignoriral in sem se peljal pač po avtocesti proti Brooklynu in potem so šli za menoj policisti z dvema avtoma in so me ustavili in so tudi zaprli promet, so rekli, zaradi tebe smo zaprli promet, v bistvu zaradi njih, ker so oni morali nazaj po nasprotnem pasu. In potem sem jaz rekel, lejte, se ne bilo treba, nisem predsednik. Malo sem jih tako, bi rekel, malo sem se šalil, seveda. In potem so mi vzeli potni list in so rekli, da bojo napisali kazen. Ampak potem sem jaz pa rekel, da lejte, jaz kolesarjam po vsem svetu, bil sem že marsikje. Potem eden od policistov je gledal moj potni list in je videl res Kitajska, Avstralija, Čile in tako naprej. In je rekel, no, če pa tako, ti pa ne bomo napisali kazni. In potem sem rekel, no, a grem zdaj lahko čez Brooklyn, čez most? Rekel, ne, to pa ne, moraš na trajekt. In sem potem šel naslednji dan, ki je bilo že pozno popoldne, sem šel pač na trajekt. Se morate kdaj posluževati teh prevozov tudi, tako kot ste že prej rekli? No, če mislite avtoceste, recimo naj povem, da sem kar nekaj kilometrov kolesaril tudi po avtocestah, seveda izven Evrope. Včasih je to dovoljeno, recimo nekateri deli ZDA, tudi Avstralija, ampak nekateri deli sveta pa sicer uradno se ne sme kolesariti, ampak tudi na zadnji poti na severu Argentine, recimo sem šel po avtocesti, ampak ni bilo druge alternative, so me policisti ustavili in sem jim rekel, lejte, a je kakšna druga alternativna pot? So rekli, da ni. So rekli, torej, ja grem lahko naprej? So rekli, ja, lahko greš naprej. Čisto tako, ni tako strogo kot v Evropi, ampak pač, no, še en primer, recimo, ko smo še pri avtocestah, pa Mehika, en tak tudi zanimiva dogodivščina, namreč peljal sem se v bližini Acapulca na avtocesti in ko je bil izvoz za Acapulco, sem se jaz šel tudi ven in me policist ustavi in reče, kje imaš listek, Sem rekel, kakšen listek? Pravi, ja, listek za plačilo cestnine. Sem rekel, ja, nimam ga. Prav, kako ga nimaš? Veš, da moraš imeti listek, če voziš po avtocesti.
Sem rekel, ja, pač verjamem, ampak jaz ga nimam. Pravi, zdaj pa, veš kaj, jaz sem mislil, da bo napisal kazen, ampak ni bilo tako hudo, ne. Jaz sem mu rekel, da ne bodo senzorji zaznali, ker si neuradno pač tukaj, moraš dvigati kolo, in sem ga potem čez senzore, da niso zaznali, sem ga nesel celo kolo s prtljago, sem ga par metrov nesel čez. No, takšne in drugačne zanimive zgodbe se dogajajo. Pa kje se raje vozite? Po teh asfaltiranih cestah ali po kakšnem makadamu? Kako je pravzaprav sploh s cestami po svetu? Vemo, da ponekod, zlasti po Bližnjem vzhodu in Afriki, ko ste potovali, te niso tako urejene kot, ne vem, recimo tukaj v Sloveniji ali pa v večjih mestih. No, tukaj sto zdaj dve temi. Najprej ta, recimo, kar se tega tiče, ki je najraje kolesarjem po lepih cestah, torej, da ni makadama. Če le možno, torej, tudi, ker včasih na nekaterih delih sveta je samo ena glavna cesta in samo ta je ta. In potem se pač peljem, in to so ponavadi kar lepe ceste, torej raje kolesarjem po asfaltu. Kar se tiče pa tega, da so nekje slabe, nekje dobre. Prvič, ko sem bil v Afriki, sem bil prijetno presenečen, namreč Kenija in južnje dol so bile zelo v redu ceste, lepše kot pri nas recimo, tudi širše, kar je tudi pomemben podatek. Po drugi strani pa na nekaterih delih sveta so pa obupne ceste, ampak tako pač je, recimo tudi, ko sem bil nazadnje, predvsem v južnem delu Bolivije, ker delajo neko obstoječo glavno cesto in je potem trasa na tej isti, in hkrati je gradbišče kot glavna cesta, in to je potem problematično. Ampak v glavnem sem se vozil kar po lepih cestah, je pa kot rečeno, posod so tudi slabe in tako pač je, moraš biti pripravljen na vse. Kaj bi svetovali tistim, ki bi se recimo po vašem vzgledu radi odpravili s kolesom po svetu, ki bi radi odkrivali nove kraje, tako da tudi sami vložijo nekaj energije, nekaj moči v to? Najprej naj bojo odločni, naj ne cincajo preveč, naj se odpravijo, naj bodo torej konkretni in odločni. Po drugi strani pa seveda morajo pa tudi malo trenirati. Ni kar tako, da se usedeš, da rečeš, jutri grem pa s kolesom v Peking. Moraš prej vseeno imeti neko podlago, torej moraš imeti malo kondicije in lepo počasi. Tudi športniki, vemo, začnejo najprej z malim in potem vse več in več, v tem smislu. Veliko je pravzaprav tudi rekreativnih kolesarjev v zadnjem času. Zdi se, da je kolesarstvo pravzaprav zdaj šele v tistem vzponu. Tudi, ne vem, po Sloveniji se gradijo kolesarske steze, ki niso ob glavnih cestah, ampak peljejo od krajev do krajev. Zagotovo je ta kolesarski turizem tudi ena izmed priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji. Zagotovo, ampak to je pri nas v Sloveniji. Tudi sicer v Evropi vemo, ko sem bil pred mnogimi leti na Nizozemskem, to so oni že vse imeli takrat, torej kolesarske steze. Pri nas se to nekako, kot ste omenili, še počasi razvija, ampak druge po svetu pa ni tako. Recimo sem bil v predelih sveta, kjer sem bil edini kolesar. Tudi govorim ne samo kot popotnik, ampak tudi sicer. Recimo zadnja pot v Južni Ameriki sem bil kar včasih malo moteč za razne tovornjakarje, predvsem ker je glavna cesta in ni obstranskega pasu, pač ne samo, da ni kolesarske steze, tudi sicer ni. In potem je težko voziti po glavni cesti in ti kamioni ves čas strojijo, češ umakni se. To je v Južni Ameriki, a pa tudi druge po svetu še kar nerazvito. Če se morda zdaj še enkrat dotakneva tega vašega predavanja, ki ga boste imeli v Celju, da še enkrat povabiva naše gledalke in gledalce. Zanimivo vas bo poslušati, že iz teh zgodb, ki smo jih zdaj slišali, se zdi, da imate veliko za povedati. No, zagotovo, to je eno od boljših predavanj, kot rečeno, leta 2018 sem kolesaril iz Izraela v Keniji in povabim še enkrat gledalke in gledalce TV Celje, da pridejo v osrednjo knjižnico Celje v ponedeljek ob 17:30. Sicer pa ste tudi modni skavt, iščete te mlade fotomodele. Tako je, fotomodele in manekenke, v glavnem dekleta, nekaj tudi fante. Delam za Bernardo Marot in ima agencijo v Milanu, tako da, ampak jaz iščem pa tukaj, recimo na ulici ali v kakšnem trgovskem centru, najdem mlado dekle in jo ogovorim, če je primerna za to delo. Pa tudi glasba vam ni tuja? Tudi posredno, nekoč je bilo več tega, tudi tukaj na Celjskem sem veliko rihtal razne ansamble, bende, tudi Hrvate, nekaj recimo Borisa Novkovića, pa Petra Graša, pa Mineo, predvsem pa slovenske izvajalce, če se gledalci še spomnijo, Power Dancers recimo, sem bil njihov glavni menedžer včasih pred leti, tudi Viliju Resniku sem že kar nekaj zrihtal teh nastopov, ampak zadnje čase je to manj. Upam, da bo še kaj, ampak včasih je bilo nekoliko več tega, da sem bil kot menedžer glasbenim skupinam.
Aleš Juvanc, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor v našem studiu in seveda se vidimo v ponedeljek, kjer bomo izvedeli več o tem vašem popotovanju po Bližnjem vzhodu in Afriki v Celjski osrednji knjižnici, kot sva že prej povedala, ne? Hvala, Andrej, in lep pozdrav. V naslednjem trenutku pa bomo znova izvedeli, kaj zanimivega je za nas pripravil načelnik upravne enote Celje. Kdo so stranke v postopku zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja? Stranke v postopku zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja so najprej investitor, potem pa lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva. Druga oseba, če izkaže tako imenovani pravni interes, in druga oseba, če tako v posameznih primerih določa posebni zakon. Kako poteka seznanitev z začetkom postopka? Seznanitev z začetkom postopka poteka tako, da upravni organ stranske udeležence seznani o začetku postopka in jih povabi k udeležbi. V primeru etažnih lastnikov se vabilo k udeležbi pošlje tudi upravniku stavbe, ki ga namesti na oglasni deski ali na drugem vidnem mestu. Investitor mora vabilo k udeležbi namestiti na lahko dostopnem in vidnem mestu na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Kako ravnati v postopku izgradnje gradbenega dovoljenja, če je predpisana pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca? Če je predpisana pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca, mora to biti predloženo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Naj še enkrat povem, da je po prejšnjem gradbenem zakonu, torej do 1.6.2018, bilo to pojmovno določeno kot soglasja in kot soglasodajalci, medtem ko je od 1. junija leta 2018 dalje to poimenovano kot mnenja s strani mnenja dajalcev. Kaj se zgodi, če mnenje ni izdano v zakonitem roku? Če mnenje ni izdano v zakonskem roku, upravni organ pozove mnenjedajalca, da v 8 dneh od prejema poziva poda takšno mnenje. Če ga ne poda, ga upravni organ pridobi od organa za nadzor nad delom mnenjedajalca ali pa od izvedenca, stroške pa v takšnem primeru krije mnenjedajalec. To je bila tokratna tedenska izdaja, veliko zanimivega smo izvedeli, potepali smo se po svetu, potem smo bili tudi kulturno obarvani, skratka, pestro dogajanje je bilo tukaj v našem studiu. Zagotovo bo tako tudi prihodnji teden, zato bodite z nami tudi takrat. Do takrat pa vse lepo in nasvidenje.